Živijo, ime mi je Mary in sem Medi in danes je čas, da posnamem video na temo hvaležnosti, čeprav sem enkrat o tem že malenkost govorila. Ampak duše so res vztrajne, da je to hvaležnost treba ful poudarjati. Da je hvaležnost tista, ki nam v življenje manifestira še več obilja na vseh področjih. Ko delam medijstvo, ko se pogovarjam z dušami in ko mi dajo občutek te hvaležnosti, ki jo imajo oni, ko mi ga dajo, da ga občutam preko svojega telesa, je to res nekaj težko opisljivega z besedami. In zelo, zelo si želijo, da bi ljudje na zemlji bili večkrat hvaležni tudi za take malenkosti, kot so recimo to, da ti nekdo zaželi srečno vožnjo. Zdi se mi, da je to srečno vožnjo lahko iskrena želja, lahko je izrečeno iz navade. In če je ta iskrena želja zato, da ti prideš od nekje, kjer odhajaš, in da ti nekdo želi, da se srečno vrneš domov ali pa da srečno odpotuješ nekam, res nekaj, za kar bi v resnici mogli biti hvaležni. Zato, ker to pomeni, da človek tebi želi nekaj dobrega. In če bi se tega zavedali tako, da se prav rečeš, ok, wow, hvala, želiš mi dobro v življenju in bi mi želeli enako nazaj, bi ljudje imeli veliko drugačne odnose, veliko boljše. Mislim, da je zelo pomembno, da se zavedamo vsake malenkosti, ki nam je dana v življenju, vseh tistih dobrih stvari in hkrati tudi tistih lekcij, ki so v danem trenutku, ko smo v centru te lekcije, ko nam je težko, ko nam je hudo, ko ne vemo, zakaj se nam to dogaja, pa si rečemo, ok, vsem hvala življenje za to izkušnjo, očitno se bom v tej izkušnji nekaj naučila, nekaj bom novega spoznala, nekam bom prišla. Vsak korak v življenju, ki ga naredimo, je korak proti našemu cilju, proti našim sanjam. In lekcije, ki jih doživljamo, so pravzaprav naše učenje. In pravzaprav smo lahko hvaležni za to, ker saj nam bi bilo dolg čas, a ne, če se nam ne bi nič dogajalo. In hvaležnost, da nek sočlovek potuje s tabo, da je v tvojem življenju, da ti želi dobro, da ti želi pomagati. In včasih tista hvala je res lahko hvala, lahko pa se zamislimo in ta hvala rečemo zares iskreno. In duše pravijo, da hvaležnosti ni nikoli preveč. Zato, ker če mi rečemo vesolju hvala za nekaj, kar še nimamo ta trenutek, to za vesolje pomeni, da mi to sprejemamo in nam to vesolje lahko pošlje. Ker ena stvar, ki je zelo pomembna, je tudi ta, da v vesolju ni časa. Čas je samo na zemlji, zato da se mi lahko premikamo, da imamo stvari pošlihtane, da v bistvu gremo skozi življenje. Ampak vesolje ne pozna časa, zato je vseeno, ti rečeš vesolju, jaz si pa želim to jutri. Ne, vesolje hvala, ker jaz to imam. Ker lahko to imam. In vesolje nam bo to dalo. Za nas ob pravem času, vesolju je čas danes, jutri ali pa včeraj enako. Zato skoncentrirajte se na to, da ste hvaležni za nekaj, kar si želite, že danes, pa čeprav bo prišlo jutri. In da ste hvaležni za tisto, kar je bilo včeraj, ker se mogoče dogaja tudi danes. Bodite hvaležni za vse ljudi okrog sebe, ki vas imajo radi in ki imate radi vi njih. In mogoče, če si vzamete za en tak dnevni test, da se skušate osredotočiti na hvaležnost, v smislu, da za vsako stvar, pa naj si bo to steklenica vode, rečete hvala življenje za to vodo, ki napaja moje telo. In ko srečate človeka, ki vam da samo nasmeh in ste zaradi tega boljše volje, hvala za tega človeka, ker mi je bil poslan, da me spravi v dobro voljo. In če bo en dan hvaležnosti naredil majhno spremembo v vašem življenju, v našem življenju, jaz mislim, da to lahko počnemo vsak dan, da bomo vedno bolj počeli in bo to prišlo v našo navado. Jaz povem iz svojih izkušenj,
jaz to počnem. In jaz sem hvaležna za vse, ki si želite slišati glas svojih ljubljenih, zato ker mi date možnost, da spoznam vaše ljubljene. Hvaležna sem za vse duše, tudi tiste, ki me po noč zbudijo, zato da mi nujno sporočijo neko informacijo, neko sporočilo dajo. Super, ok, hvala in grem nazaj spat. Vse je ok. Hvaležna sem za to, hvaležna sem za možnost, da to lahko počnem, da mi je dano to. In hvaležna sem za vse ljudi, ki potujejo z mano. Tudi tisti, ki se srečamo enkrat in si damo nekaj v življenju. In želim vam, da to hvaležnost res začnete zaznavati bolj intenzivno v vašem življenju, ker boste videli, začenjali se bojo dogajati najprej majhni čudeži, potem veliki in življenje bo bogatejše. In vaša hvaležnost bo vedno večja. Hvala vsem, ki me spremljate, ki me podpirate in ki mi dajete možnost, da sem to, kar sem.